Mnogi so ga grajali naj umolkne, on pa je
V našem kraju smo imeli že na tem istem mestu že 4 cerkve. Zadaj pod korom je ostale ene gotske del tega portala. Na začetku je bila majhna, kot lahko preberemo tam na teh zgodovinskih orisih. Nato so jo povečali, zvečali kar 2-krat in nenazadnje se mnogi zadnje razširitve še tako živo spominjate, se smo še lansko leto obhajali v bistvu prvo malo večjo obletnico. Kakorkoli, vse te cerkve, ki so bile na teh naših krajih, v našem kraju, pričujejo, imajo svojo zapuščino ali svoj svet, ter preteklih rodov, ki so se tukaj srečali, čeprav v manjšem številu v začetku, ker je bila majhna vas. In na to, ko se je večala po potrebi, tudi večala svojo cerkev in na nek način pričala, da je življenje bilo tukaj vedno povezano z duhovnim sporočilom krščanstva in da so prihajali naši predniki iskat milosti v Božji hram. Na nek način v polnosti dela, ki so ga imeli, so upodabljali ali v sebi nosili tisto Božjo, tisto Jezusovo naročilo, da je cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je Božjega. Tudi danes, ko se srečamo tukaj ob nedeljski maši, v bistvu posvečamo te naše dneve, te naše tedne. Lepo pa je, če se cerkve spomnimo tudi med tednom, tudi v delovniku. Ali samo tako, da pridemo pokukati k Jezusu, da mu rečemo kakšno besedo, da se mu zahvalimo, da pridemo pozdraviti, prinesti svoje življenje pred njega, da se to je ustavo, da je cerkev živa ali sestavni del našega kraja, tudi v temu, da v njo zahajam, da v njo pridem, da se v njej dobim, da ko grem nekoliko mimo ali pa mogoče načrtno, tudi v osebni molitvi v cerkvi prosim, se zahvaljujem, priporočam. Nenazadnje so tudi delovniške maše tisti vir posvečenja našega kraja in toliko morilcev
Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Oh
verskem področju. Jošk je več kot pol stoletja skrbel za lepoto bogoslužja s svojim orgljanjem in kvalitetnim petjem. Zato je bila potrebna neskončno pridnost in odpovedovanje drugim stvarem, resnost. Ob tem je ogromno časa namenil pripravi notnega materiala, priredbe, dopisovanje in komponiranje spremljave, uvodi, zaključki. To ročno pisanje not je zopet zahtevalo ogromno časa in razumevanja 8-članske družine. A za vse to je bilo potrebno še nekaj. V pesmi, ki jo je zapel Ivo, Pozdravljena nebeška mati, in je Joškovo avtorsko delo, lepota svetovne dediščine, se čuti še nekaj. Izjemno miro in prepričanje v besedilo pesmi. Marsikomu se je v tej cerkvi pri poslušanju izjemnih izvedb, lepote melodij in besedila v kontrastu s težo dneva orosilo oko. Duhovnik Josef Fulan, njegovo ime je na plošči, je druga oseba današnjega spomina. Izhaja iz ene najbogatejših naših družin. Domači so mu namenili študij prava na Dunaju, verjetno prvi študent z naše vasi, a je pravo zamenjal za teologijo. Posvetnost za skromnost v Bogu. Njegova nova maša v letu 1849 je pravi prelom v vaškem življenju. Na novem polu zadonijo nove borbe. Pod prsti izpatra z kapele in spevci korice. Kako hitro se postavi prvi cerkveni pevski zbor, ni znano, a glede na njegovo prizadevanje v več časopisnih člankih hitro. Obstaja podatek, da fante v predčitalniški dobi uči petja Kerševanja. In ker vemo, da je prvi cerkveni zbor moški zbor, obstaja verjetnost, da so pevci isti in s tem prvi organist Kerševanja. Ob tem je nejasna vloga spremljevalca ljudskega petja na harmoniju Križman. Poleg pesmi z virsko vsebino iz njegovih zapisov so cerkveno zanimivi in tudi vaško zanimivi zapisi o novi maši in usodah njegovih sošolcev o pomembnih obletnicah duhovniške službe in podajo marsiko kakšen detalj predanjega življenja. Ob tem pa ne smemo pozabiti na njegove šmarnice in tako imenovane srečke. Za obuditev spomina nam in njegovo delo, ki sta že povsem izpuhtela iz našega spomina
In v zahvalo za postavljanjem temeljev kulturnega preporoda vasi mu postavljamo to spominsko ploščo s podatki, ime in priimek, letnici rojstva in smrti, glavne njegove dejavnosti in skitico iz njegove pesmi Domovinsko ljubilo. Zahvaljujem se gospodu Boštjanu za razumevanje pri pripravi tega spomina, pevcem in solistom Ani, Ivanu in Matiji za čudovite melodije, ter tudi gospodu Možini za izdelavo. Obrati bo tudi možnost pridobitve knjige, ker sta oba današnja protagonista predstavljena. Upajmo in molimo, da ne bo dolgo, ko bomo predstavili še dva naša vaščana iz te kulture. Hvala. Čistejsze